V teh dneh gre pred javno obravnavo naša pokojninska reforma, osnutek leti, ampak to ni tema današnjega našega pogovora. Danes si želimo vam predstaviti predvsem naš pogled na dolgotrajno oskrbo. Vi veste, da z ponovnim vstopom ponovni vstop v ekonomski socialni dialog smo se z vlado obvezali, da bomo vstopili, vkolikor bomo ponovno odprli 3 ključne zakone. Prvi je zakon o evidencah, tega smo praktično že nekako dali iz mize, je pač samo še formalna potrditev. Potem ponovno odprtje zakona o dolgotrajni oskrbi in pa tretji, čezmejno opravljanje storitev. Prvo zavezo, kot sem omenila, je vlada sprejela že in spremenila, drugi 2 verjamemo, da bo in upamo, da čim prej. O tem danes, o dolgotrajni oskrbi danes govorijo tudi v Državnem zboru in v zvezi s tem zakonom želimo tudi mi, da se do socialnih partnerjev, do teh zavez, kjer se je vlada strinjala, da se ponovno odpre tudi revizija finančnega dela zakona o dolgotrajni oskrbi. Torej, naj uvodoma povem, da absolutno podpiramo dolgotrajno oskrbo, zakon o dolgotrajni oskrbi. Saj vsak izmed nas sigurno pozna nekoga, ki že danes potrebuje dolgotrajno oskrbo. Morda jo bomo tudi že mi pojutrišnjem potrebovali. In o tem ni dvoma. To absolutno moramo nasloviti. Vendar pa se mora to urediti trajno in sistemsko. In naša dolžnost je praktično, da poskrbimo za vse, ki to oskrbo potrebujejo. Ne moremo pa se strinjati predvsem ne z načinom, kako namerava vlada to narediti. Prvič, ne moremo se strinjati, da bo država po naših ocenah od ljudi in podjetij pobrala več denarja, kot ga potrebujemo za dolgotrajno oskrbo. Na žalost, do danes še nimamo jasne finančne slike. Koliko nas bo v celoti stalo izvajanje vseh storitev dolgotrajne oskrbe, koliko od tega že imamo zbranih sredstev iz različnih državnih virov, ker tudi danes že poteka dolgotrajna oskrba, in koliko bi bilo potrebno dodatno zbrati. Naj spomnim, predlagatelj prvotnega zakona o dolgotrajni oskrbi ni predvidel potrebe po dodatno zbranih finančnih sredstvih za njeno izvajanje. Naša ocena GZS kaže, da naj bi z dodatnimi prispevki v okviru zakona o dolgotrajni oskrbi država zbrala dodatnih 800 milijonov evrov, kar pa je tudi spet po naši oceni vsaj 300 milijonov več, kot ta moment potrebujemo. Drugič, stroka je enotna, da se za dolgotrajno oskrbo ni dorečeno, katere storitve in kako jih bomo izvajali. Hkrati pa vsi vemo, da primanjkuje tudi kadrov. Če o dolgotrajni oskrbi spregovorim povsem po gospodinjsko, je tako, kot če bi šla v trgovino, kupovala manično vse, kar potrebujem in ne potrebujem, in tudi seveda količine, ki jih ne potrebujem. In to je na tak način, vse to pa bi počela z denarjem, ki bi bil pač pobran in nepotrebno pobran. Zato na GZS ponovno predlagamo vladi, da naredi dvoje. Prvič, da zamaknemo uvedbo dodatnih prispevnih stopenj za leto dni in seveda ta čas izkoristimo, da stroka opredeli način izvajanja in razjasni vsa odprta vprašanja. Poudarjam, da dviga prispevne stopnje letos sploh ne potrebujemo, saj doplačilo za domsko oskrbo strani države namreč vlada uvaja šele s 1. decembrom, dodatne storitve pa še niso vpeljane. Zbiranje dodatnih sredstev na zalogo je torej povsem neupravičeno. In drugič, vlada naj nujno revidira finančni del zakona v zakon, vključi nižjo prispevno stopnjo, pričakujemo, da vlada ta izračun naredi in seveda nas seznani, kakšen bi moral biti.
Prav pa je, da vas, spoštovane novinarke in novinarji, tudi seznanim, da moj dragi kolega, glavni izvršni direktor Mitja Korenšček, je trenutno na bolniški odsotnosti, in da vse te citate, ki jih boste dobili, pač bodo pod njegovim imenom. To je tudi njegova materija.